Spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, dobrodošli na junijskem mesečnem predavanju Arhiva Republike Slovenije. Današnji predavatelj je naš kolega Izak Špajzer, ki je v Arhivu Republike Slovenije zaposlen v sektorju za informacije in dokumentacijo. Kolega Špajzer se ukvarja z raziskovanjem zgodovine in razvoja džeza na Slovenskem. Leta 2019 je diplomiral na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani na temo zgodovina džeza na Slovenskem. 4 leta kasneje pa še magistriral na temo razvoja džeza na Slovenskem v 50. in 60. letih 20. stoletja. Njegovo predavanje sovpada z 80. obletnico delovanja edinega slovenskega poklicnega džezovskega orkestra Big Banda RTV Slovenija. In v svojem predavanju se bo osredotočil na obdobje od ustanovitve leta 1945, ko je bil ustanovljen plesni orkester Radia Ljubljana, do leta 1993, ko je dirigentsko palico prevzel dirigent Lojze Krajnčan. Predavatelj nam bo predstavil prelomnice v zgodovini Big Banda od obdobja Bojana Adamiča, od 50 let swinga, pa potem džezovskega obdobja, ko je Big Band vodil Jože Privšek, to je od 60 do zgodnjih 90 let prejšnjega stoletja, ko je plesni orkester Radia Ljubljana dosegal vrhunsko raven in se je leta 1983 preimenoval Big Band RTV Ljubljana in pridobil sloves enega najboljših tovrstnih orkestrov v Evropi. Big Band je dobro znan tudi mnogim generacijam Slovencev zaradi svoje navezanosti na povezanosti s popularno glasbo v okviru nacionalnega radia, v okviru kasneje nacionalne televizije in seveda tudi glede na slovensko popevko, ker gre za zelo pomembno in zanimivo kulturno-zgodovinsko temo, bo predavanje nedvomno zelo zanimivo, zato kolega Špajzer, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Torej, kot je že bilo rečeno, se bomo danes prehodili skozi prvih 47 let delovanja Big Banda RTV Slovenija, ki letos obeležuje 80-letnico svojega delovanja. Se pravi, sprehodili se bomo od njegovih korenin, njegovih nastankov, pa do leta 1993, ko je dirigent orkestra postal Lojze Krajnčan, ki skupaj s Tadejem Tomšičem orkestru dirigira še danes. Korenine plesnega orkestra Radia Ljubljana oziroma Big Banda RTV Slovenija segajo v 30. leta 20. stoletja, natančneje v leto 1934, ko je Bojan Adamič ustanovil svoj ansambel Bojana Adamiča, v katerem je zbral glasbene somišljenike, ki so želeli, tako kot on, izvajati zahtevnejšo zabavno glasbo, oziroma zabavno glasbo, ki je že občasno tudi zasmrdela po džezu. Poleti je ansambel igral predvsem v letoviških krajih, kot so Rogaška Slatina, Dobrna in Kaštel Stari. Deloval pa je do leta 1939, ko je Adamič šel na služenje vojaškega roka. Leta 1937 je bil ustanovljen orkester New Star, ki je sprva igral pri lutkovnih predstavah Ljubljanskega Sokola in je izvajal podobno glasbo kot Adamičev ansambel. Po 2 letih delovanja pa se je orkester preimenoval v orkester Broadway. Orkester je vodil trobentač Ladislav Zupančič Lacko in je obstajal potem do leta 1940. Ko se je Bojan Adamič vrnil leta 1940 služenja vojaškega roka, je Ladislav Zupančič prišel na idejo, da bi Adamiču ponudil vodenje svojega orkestra, ki bi ga ta še dopolnil z glasbeniki svojega ansambla. Adamič se je s tem strinjal in tako je leta 1940 nastal orkester Bojana Adamiča, ki pa je tudi že neposredni predhodnik plesnega orkestra Radia Ljubljana.
Orkester se je udejstvoval predvsem na revijah plesnih orkestrov, ki so v začetku 40. let potekale v tedanji frančiškanski dvorani, to je današnji MGL, in na teh revijah potrjeval sloves najboljšega tovrstnega orkestra v Ljubljani, kjer je v tistem času obstajalo približno 10 podobnih zasedb oziroma sestavov. Ob začetku okupacije je orkester tudi deloma deloval kot orkester italijanske radijske postaje v Ljubljani. Z delovanjem pa je zaključil septembra 1943, ko so se člani odpravili v partizane. 9. maja 1945 je bila Ljubljana osvobojena, Bojan Adamič se je vrnil v Ljubljano in je že kmalu začel z zbiranjem glasbenikov. Iskal je glasbenike, s katerimi je igral pred in med vojno, seveda pa je tudi iskal druge nove glasbenike. Iz teh glasbenikov je ustanovil priložnostni orkester, ki je potem igral na prvem povojnem partizanskem mitingu na Taboru v Ljubljani. In glasbeniki, ki so sestavljali ta orkester, so tudi služili kot baza, iz katere je Adamič potem oblikoval in sestavil svoj plesni orkester. Po besedah Urbana Kodra je sestavljanje plesnega orkestra potekalo tako, da je Adamič nekega dne glasbenike peljal v Tivoli, kjer jih je postavil ob eno potko in šel potem od enega do drugega in tebe bom, tebe ne bom, tebe bom, in na tak način sestavil, se pravi orkester, plesni orkester Radia Ljubljana, ki pa se sprva še ni imenoval tako. Prvo zasedbo orkestra so torej sestavljali poleg Bojana Adamiča saksofonisti Tone Martinc, Dušan Veble, Dušan Prevoršek, Janez Martinc in Zoran Komac, trobentači Mario Sancin, Urban Koder in Jože Kelbl, pozavnisti Francijo Grizek, Bogdan Jarc in Mik Sos. V ritem sekciji pa so zaigrali pianistka Breda Rajh Divjak, kontrabasist Miško Hočevar, kitarist Lev Ponikvar in bobnar Aleksander Skale, ki pa je občasno v prvih letih delovanja orkestra tudi igral še trobento. Čez 3 dni, 15. junija, naj bi po besedah Zorana Komaca minilo točno 80 let od prve vaje tega orkestra. 2 meseca po prvi vaji orkestra je orkester že nastopil prvič v javnosti, in sicer ob ponovni otvoritvi Postojnske jame. Kot sem že prej omenil, je v tem času orkester še ni nosil imena Radia Ljubljana, pač pa so ga v Slovenskem poročevalcu imenovali kot Adamičev džez in pa Odličen ljubljanski džez, se pravi 2 imeni, ki jih je Adamičev orkester imel tudi že med vojno. Kar se tiče repertoarja orkestra, je bil njegov prvotni repertoar predvsem swingovski, se pravi, igrali so repertoarje orkestrov, recimo Benija Goodmana, Glena Millerja, Tomija Dorseyja, Dukea Ellingtona in še nekaterih drugih orkestrov. Kot aranžerji pa so se v prvem obdobju udejstvovali predvsem Mario Rijavec, Francijo Grizek in Bojan Adamič, ki pa je kmalu začel tudi pisati avtorske skladbe za orkester. Kar se tiče improvizacije, je bilo v prvem obdobju bolj malo. Kot improvizatorja sta v tistem času sodelovala le Dušan Veble na tenor saksofonu in pa Urban Koder na trobenti. Kasneje se pa ta delež povečal, ko sta se leta 1949 orkestru pridružila klarinetist in saksofonist Ati Sos in trobentač Mojmir Sepe. Orkester je tako, kot so že pred vojno in pa med vojno igrali orkestri, igral poleti navadno na Bledu in tudi v drugih letoviških krajih. Sicer pa je skrbel za potrebe radia, to od septembra 1945, ko je tudi uradno postal radijski orkester, in je potem igral, se pravi, v radijskih oddajah, začel je pa kasneje tudi snemati za potrebe radijskega arhiva. Takoj po vojni
po besedah Urbana Kodra, orkester ni imel težav z izvajanjem jazza in je pač izvajal svoj standardni repertoar, kjerkoli je pač igral. Tako so bili tudi povabljeni, da nastopijo v Beogradu. Žal pa točen datum oziroma letnica tega koncerta ni točno znana. Recimo Adamič v različnih intervjujih omenja različne letnice od leta 45 do 47. Kot eden od možnih datumov tega koncerta pa je tudi 18. oktober 1945. Na koncertu je z orkestrom takrat nastopila tudi ruska šansonjerka in filmska igralka Tatjana Okunjevska, ki je bila takrat precej popularna in je izvajala svoj repertoar. Orkester pa je izvajal tudi svoj standardni repertoar in je koncert zaključil skladbo Backbeat Boogie iz repertoarja orkestra Harryja Jamesa. Ob koncu koncerta je občinstvo bilo zelo navdušeno, zelo vzhičeno, začeli so skandirati Harry James, Harry James. Tatjana Okunjevska očitno do takrat še nikoli ni slišala za Harryja Jamesa in je bila prepričana, da so ti vzkliki namenjeni njej in je hodila na oder se priklanjati. Ampak v prvih vrstah dvorane, kjer so pa sedeli politični veljaki, pa so bili samo mrki pogledi. In po koncertu je bil Bojan Adamič poklican na zagovor na centralni komite. Po eni varianti naj bi ga tam sprejel Radovan Zogovič, po drugi varianti Sreten Žujovič, po tretji varianti celo sam Milovan Džilas. Kdorkoli od teh treh pa je bil, ga je pa pošteno vkrcal, kako lahko v Beogradu izvaja svinjsko imperialistično glasbo. In naj bi ta želel tudi fizično obračunati z Adamičem in naj bi mu želel tudi trgati medalje z uniforme, v kateri je Adamič takrat dirigiral. Sprejet je bil sklep, da bo orkester dan kasneje izvedel še en koncert in v tisti vmesni noči so vsi člani orkestra, ki so bili bolj glasbeno pismeni, nekaj aranžirali, pisali, skratka sestavili povsem drugačen repertoar, ki pa so ga sestavljale ljudske pesmi, ruske pesmi in pa nekatere partizanske pesmi. Ob vrnitvi v Ljubljano orkester nekaj časa ni smel izvajati džeza. Leta 1947 pa je bil Bojan Adamič kot kulturna pomoč poslan v Albanijo. V času njegove odsotnosti je orkestru dirigiral Miha Gunzek, ki je bil sicer občasni klarinetist in saksofonist v plesnem orkestru, tudi občasni dirigent plesnega orkestra, sicer pa je bil profesor klarineta na Ljubljanski akademiji za glasbo. Leta 1949 se je orkester iz pomanjšane big band zasedbe, v kateri je tudi nastal, se pravi tri pozavne, 3 trobente, 5 saksofonov, 4 v ritem sekciji, povečal na klasično, se pravi 4 trobente, 4 pozavne, 5 saksofonov in pa 4 v ritem sekciji, v kakršni nastopa tudi še danes z rahlimi popravki občasnimi. Leta 1946 je nastal še en orkester, in sicer zabavni orkester Radia Ljubljana, ki pa so ga sestavljali člani plesnega orkestra in godalci iz vrst simfoničnega orkestra Radia Ljubljana. Skupaj so sestavili umetniško telo, ki je bilo nekakšno bolj primerno za spremljanje, predvsem za spremljanje pevcev in pevk. Kasneje pa je tudi ta orkester sodeloval na raznih popevkarskih festivalih, kot naprimer na Slovenski popevki. V prvih letih je tudi zabavni orkester igral tudi na Bledu in so tudi spremljali recimo že pevke in pevce, recimo v tistem času Tržačanko Fulvio Biziani. Prehod iz 40. let v 50. leta je zaznamovalo obdobje, ki je bilo v bistvu obdobje najhujšega preganjanja džeza in seveda temu od tega ni izostal tudi plesni orkester. S strani države je bila takrat organizirana komisija, ki naj bi poslušala eno oddajo, v kateri je plesni orkester igral in bi se potem odločila, kakšna bo usoda orkestra, ali bo še smel naprej delovati ali pa bo ukinjen.
To komisijo so sestavljali takrat priznani mojstri klasične glasbe, med njimi dr. Valen Zvodušek, Samo Hubat in pa Lovro Matačič, ki je takrat slučajno gostoval v Ljubljani. Usoda je hotela, da so se člani orkestra tik pred to oddajo sprli z Adamičem in jim je tudi Adamič povedal, da zdaj imajo izjemno priložnost, da se ga enkrat za vselej znebijo. Ampak ko se je začela oddaja, je orkester zaigral zelo dobro in povsem navdušil vse člane komisije, in seveda ni bilo potem dvomov o tem, ali bo orkester še naprej nadaljeval, ampak je seveda nadaljeval z delovanjem. Lovro Matačič naj bi bil celo tako navdušen, da je ob koncu oddaje močno objel Bojana Adamiča in tudi odpovedal vaje za Mozartov rekviem, ki jih je imel zvečer v Slovenski filharmoniji. Tako kot v 40 letih, je tudi v 50 letih orkester prvenstveno skrbel za potrebe radijskega programa in je sodeloval v radijskih oddajah, snemal za radijski arhiv. Žal pa se posnetki, ki so nastali v 40 letih, na trakovih niso ohranili, ker so se skozi desetletja trakovi tudi presnemavali in tako so izginili tudi nekateri posnetki plesnega orkestra. Najstarejši posnetek, ki pa ga hrani arhiv Radia Slovenija, pa je posnetek Adamičeve skladbe Na plaži, ki je bil narejen 14. maja 1954. V našem arhivu hranimo en odlomek, oziroma en del videoposnetka, ki prikazuje plesni orkester v letu 1951 in si ga bomo zdaj tudi ogledali. To je bil odlomek iz filmskega obzornika 51, ki je bil posnet leta 1951. V 50 letih je plesni orkester še bolj začel z gostovanji in pa turnejami v tujini. Med temi naj omenim gostovanje na otvoritvi ORF-a jeseni 1955 na Dunaju. Leto kasneje pa se je orkester odpravil na turnejo po Madžarski. Nastopili so v vseh večjih madžarskih mestih in turneja je bila zelo uspešna za sam orkester. Z orkestrom pa je takrat gostovala pevka Jelka Cvetežar. Madžari so v tej turneji tudi pripravili eno krajšo reportažo, ki si jo bomo pa tudi zdajle ogledali. Nagy sikerrel vendégszerepelt hazánkban Bojan Adamics karmester vezetésével a Ljubljanai Jugoszláv Rádió tánczenekara. Igen népszerű volt Adamics Tip Tip Tap című szerzeménye Jelka Svetezár énekesnő előadásában. Tip tap, piti piti pitap, po oknu deszcz krabia, groźnie se ujamy, na mokre zdrgnie traw. Tip tip tap, piti piti pitap, karpiocze se boi, doma podwarno stryko, precyzymy zabrać.
Potem je leta 1959 sledila turneja na Poljskem in takrat sta z orkestrom odšli pevki Marjana Držaj in pa Beti Jurkovič, ki sta v tem času bili tudi sta bili delovno nastavljeni kot članici orkestra, se pravi kot vokalni solistki. Med obema turnejama, se pravi tej, ki je bila leta 1956 na Madžarskem in 1959 na Poljskem, naj bi orkester odšel še na eno turnejo, in sicer na turnejo po Združenih državah Amerike. Po načrtih bi se PORL, se pravi plesni orkester v ZDA, imenoval Bojan Adamič z orkestrom Radia Ljubljana. Z orkestrom naj bi nastopali Marjana Držaj in Marija Ahačič. Poleg orkestra pa bi odšli zraven še Gorenjski kvintet, iz katerega je nastal kasneje ansambel bratov Avsenik, in pa folklorni ansambel Lado iz Zagreba. Očitno do turneje ni prišlo, zato ker sem v tej turneji našel samo eno Adamičevo pismo, ki ga je poslal Joži Vilfanu v Zagreb, v Beograd. Tudi nihče od mojih intervjuvancev se ni spomnil tega, tako da je žal do te turneje ni prišlo. Verjetno pa, če bi se zgodila, ne bi bila tako skrita oziroma zamolčana. Ko sem že omenil Gorenjski kvintet, ki je se pravi nastal v 50-ih letih, to je bil ansambel, v katerem so v večini igrali člani plesnega orkestra, in je tudi do neke mere, lahko rečemo, povzročil težave plesnemu orkestru, ki je moral občasno tudi kakšen koncert prestaviti ali pa celo se pravi odpovedati, ker pač ni bilo vseh članov takrat na voljo. In tako je tudi Adamič potem konec 50-ih let pred dejstvo postavil trubentača Franca Koširja, kitarista Leva Ponikvarja in pa pozavnista Mika Sosa, da se odločijo, ali bojo še igrali v plesnem orkestru ali bojo igrali pri Avsenikih. Vsi trije so se potem odločili, da nadaljujejo kariero pri Avsenikih, in so takrat tudi zapustili orkester. Kar se tiče kadrovske problematike, so v 50-ih letih v plesni orkester prišli med drugim sprav trubentači Franc Košir, Pavel Oman in Andreja Osana, saksofonist Jože Kampič, pozavnisti Vinko Globokar, Franci Puhar in Jože Đura. Potem bobne je prevzel Franc Jagodic Skoko, ki je bil sicer akademsko izobražen kontrabasist, in leta 1954 se je orkestru pridružil kot drugi pianist Jože Privšek. Člani plesnega orkestra so v 50-ih letih začeli tudi z ustanavljanjem malih zasedb. Med temi moramo omeniti seveda ansambel solistov plesnega orkestra Radia Ljubljana, ki je nastal leta 1953 in se potem leta 1955 preimenoval v Ljubljanski jazz ansambel. Potem ansambel Mojmirja Sepeta, ki je nastal leta 1956. In pa še kvintet Jožeta Kampiča, ki pa je nastal sicer že leta 1952 in je potem igral nekaj let. V tistem času ni obstajala nobena šola, kjer bi se bodoči člani orkestra lahko naučili igranja v takšnem umetniškem telesu, fraziranja, da ne govorimo o improvizaciji. In so zato kot šole oziroma kot nekakšne univerze za Adamičev plesni orkester služili nekateri študentski orkestri. Med njimi moramo omeniti Vesele berače, ki so igrali v drugi polovici 40-ih let in v začetku 50-ih let. Potem orkester Metro, ki ga je vodil Dušan Hren in je tudi deloval v 40-ih in 50-ih letih. Potem pa seveda še akademski plesni orkester, ki ga je vodil France Kapus, kasneje tudi Dušan Hren, in je tudi deloval v 50-ih letih. V 60-ih letih je v orkestru prišlo do menjave dirigenta, in sicer leta 1958 oziroma od leta 1958 je Jože Privšek redno gostoval v Beogradu pri tamkajšnjem plesnem orkestru, s katerim je snemal in izvajal svoj program. Kmalu pa so njegovo nadarjenost in talent prepoznali tudi na Radiu Ljubljana, in tako je jeseni 1961
v Slovenski filharmoniji potekal prvi koncert, na katerem je Privšek javno dirigiral plesnemu orkestru in je tudi pripravil celoten repertoar koncerta za ta koncert. Sicer je Privšek že prej javno dirigiral plesnemu orkestru, med drugim na Jugoslovanskem jazz festivalu leta 1961. No, od tega koncerta, ki je potekel jeseni 1961 v Slovenski filharmoniji, sta si Privšek in Adamič delila taktirko orkestra. Leto kasneje, leta 1962, se je orkester odpravil na svojo prvo turnejo po Sovjetski zvezi. Poleg orkestra so na tej turneji nastopili tudi pevci Marjane Držaj, Majda Sepe in Nino Robič. Kot pevec pa se je občasno tudi predstavil takrat Mojmir Sepe, ki je poskušal peti v nekakšnem rockovskem slogu. Orkester je za to turnejo pripravil modernejši spored, med drugim tudi nekaj točk oziroma skladb rock'n'rolla, med drugimi skladbo Rock Around the Clock Billa Hollya in njegovih Kometov. Na prvih koncertih je orkester izvajal celoten repertoar turneje, ni imel težav, ampak na tretjem koncertu, ki je potekel v Kijevu, pa so bili med poslušalci tudi je bilo več mladine, ki je zlasti ob tej skladbi Rock Around the Clock bučno odreagirala. Povsem je šokiralo to organizatorje, ki so prekinili koncert in so bili tudi potem člani plesnega orkestra prestrašeni in so se bali, da jih ne bojo zaprli. No, ta skladba je bila potem prepovedana, da jo izvajajo na naslednjih koncertih. Vseeno pa se je zgodilo na naslednjem koncertu v Lvovu, da je množica začela skandirati Davaj rock, davaj rock'n'roller, in sicer komisar sprva ni želel popustiti, ampak potem je pa videl, koliko je ura in je popustil. In čeprav je potem orkester izvedel to skladbo, ni bilo tako bučnega odziva, kot pa je bil na tistem prvem koncertu v Kijevu. Kakorkoli, orkester je to turnejo oddelal zelo uspešno. Prejel je več zelo uspešnih kritik, med drugim je ena na Teli prosojnici. In pa po pisanju tamkajšnjih časopisov ni bil tolikšne hvale, kot jo je bil takrat Porl, deležen noben orkester prej, vključno z orkestrom Benija Goodmana, ki je samo nekaj mesecev prej gostoval po Sovjetski zvezi. V istem letu, 1962, je orkester, kot zabavni orkester, nastopil tudi na prvem festivalu Slovenska popevka in je bil potem tudi redni sodelavec omenjenega festivala. Aprila 1963 je orkester nastopil v eni od svojih televizijskih oddaj, z naslovom 30 minut s plesnim orkestrom RTV Ljubljana. Orkestru je takrat dirigiral Privšek, ki je tudi za to oddajo pripravil celoten repertoar. In po tej oddaji je orkester prejel zelo slabe kritike, ki jih je v časopisu Ritam objavil srbski kritik Berislav Kosijer. Člani Big Banda oziroma plesnega orkestra so bili zelo razočarani in jezni in nekdo je Privšku svetoval, naj repertoar, ki ga je pripravil za to oddajo, pošlje v Chicago, kjer je takrat zasedala komisija, ki je podeljevala štipendije za študij na bostonskem koledžu Berklee School of Music. Ta komisija je vsako leto organizirala natečaj, na katerega so lahko mladi glasbeniki poslali svoje izdelke in so potem izbrali najboljše in jim podelili štipendije. Privšek se tega natečaja ni udeležil, ker je bil prepozen in tudi ni imel namena se ga udeležiti, ampak je komisijo samo prosil, naj ovrednoti te aranžmaje in mu pove, če so res tako slabi in vredni tako slabih kritik. Nekaj mesecev pozneje, bilo je prav v času Jugoslovanskega jazz festivala na Bledu, je Privšek prejel pošto iz Amerike, in sicer z odgovorom, da je prejel eno izmed štipendij za študij na bostonskem koledžu Berklee
School of Music, kar je bilo objavljeno tudi v časopisu Downbeat, in da lahko pride, se pravi, študirati. S tem je Privšek postal tretji jugoslovanski študent omenjenega koledža za Zagrebčanom Petrom Spasovim in pa za Beograjčanom Duškom Gojkovičem. Konec decembra 1963 se je tako Privšek odpravil v Boston, kjer je potem v manj kot enem letu uspel doštudirati. Zaradi svojega izjemnega talenta je namreč preskakoval semestre, letnike in tako uspel celoten študij oddelati v manj kot enem letu. Ob koncu študija je prejel kar nekaj zelo mamljivih ponudb, da bi ostal v Združenih državah, ampak se je odločil, da se vrne v domovino. V času njegovega študija se je namreč mu rodil sin, pa tudi na Radiu Ljubljana so mu obljubili, da bo ob vrnitvi postal glavni dirigent plesnega orkestra. Bojan Adamič je o tej menjavi dirigenta sam dejal, da so mu v obdobju po vrnitvi plesnega orkestra s turneje po Sovjetski zvezi dali v vodstvo radia vedeti, da on nima več kaj za početi s plesnim orkestrom in da bo zdaj pač dirigiral Privšek. Na to odločitev ne bi vplivali tudi nekatere zamere, ki so se zgodile v zvezi s potresom, ki je leta 1963 prizadel Skopje in za katerega so zbirali sredstva tudi na RTV Ljubljana. Namreč Adamič naj bi sam prispeval ogromen znesek mimo RTV-ja, kar naj bi šlo v nos nekaterim vodilnim. Poleg tega se je pa tudi sam zavzel za nekatere člane orkestra, recimo, da jim ne bi bilo treba plačati teh stroškov oziroma darovati, recimo za Privška, ki je šel na študij, pa med drugim tudi za Pavla Grašiča, ki je takrat komaj kakšno leto igral v orkestru. Skratka, ob vrnitvi Privška v domovino je Privšek postal glavni dirigent plesnega orkestra. Bojan Adamič pa je ostal dirigent uradno vse do svoje upokojitve leta 1982, ampak z orkestrom dejansko potem ni več tako veliko delov, kot je prej. V 60-ih letih je prišlo tudi do nekaterih pomembnih kadrovskih menjav. Med drugim je pianist orkestra postal Silvester Štingel, kitarist orkestra je postal Milan Ferlež. Potem na mestu kontrabasista je prišlo do nekaterih menjav, in sicer Miška Hočevra je sprva nadomestil Boris Kofol, potem njega je nadomestil Pavel Oman in potem je prišel Ladislav Rebrek, ki je v orkestru igral približno 30 let. Orkestru sta se leta 1962 pridružila tudi trubentač Pavel Grašič in pa pozornist Alojz Bezgovšek-Bgi, in pa v tem času v orkestru igral tudi saksofonist in pa klarinetist Borut Bučar. Kar se tiče aranžerjev in skladateljev, v tem času so za orkester skrbeli poleg Adamiča in Privška in Rijavca tudi Ati Sos, potem Mojmir Sepe, oba sta pisala že prej, potem pa Janez Gregorc in pa tudi Jure Robežnik. V 70-ih letih je orkester začel z izdajanjem lastnih nosilcev zvoka, kar prej ni počel. Izšli so kakšni posamezni posnetki na kompilacijskih ploščah, ampak prav lastnih plošč pa orkester še ni izdajal. In že leta 1970 je izšla prva plošča orkestra v soju žarometov pri založbi Helidon. Vsebovala je Privškove aranžmaje skladb bolj zabavnega značaja. Decembra 1970 je šla potem prva kaseta orkestra, Sloven plesni orkester RTV Ljubljana, ki je vsebovala podobne skladbe kot že prej omenjena plošča. Ta kaseta pa naj bi bila tudi prvi zvočni nosilec, ki ga je izdala kasetna produkcija RTV Ljubljana, kasnejša in zdajšnja založba kakovostnih programov RTV Slovenija. Tekom 70-ih let je orkester izdal še več drugih zvočnih nosilcev, med njimi bi omenil predvsem dve plošči, in sicer ploščo Križanke iz leta 1976. Po mnenju nekaterih poznavalcev je ta plošča tudi prva prava jazzovska plošča orkestra.
Vsebuje 4 skladbe, 2 je napisal Jože Privšek, eno Janez Gregorc in pa ena je Privškov aranžma bosanske narodne pesmi. In vse 4 je orkester prej izvajal na Ljubljanskem jazz festivalu leta 1973 in 1975. Druga plošča, ki bi omenil, je plošča Glenn Miller iz leta 1979, ki vsebuje Privškove aranžmaje skladb iz repertoarja orkestra Glena Millerja. Kasetna izdaja te plošče je bila tudi komercialno uspešna in je dosegla srebrno naklado. Nekatere skladbe iz omenjene plošče Križanke je orkester tudi kasneje predstavil v televizijski oddaji Jazz za izvoz in si bomo zdaj ogledali en odlomek iz te oddaje. Tole je bil odlomek iz Privškove skladbe Sprehod po galeriji, solist na tenor saksofonu pa Tone Janša. Leta 1971 je orkester začel delovati na britanskem tržišču, namreč pod imenom Jože Privšek and his music, pa Simon Gale and his music, pa še kakšno drugo ime bi se našlo, je snemal inštrumentalno glasbo za potrebe BBC-ja, ki je to glasbo uporabljal kot podlago svojih testnih slik. Nekatere skladbe so potem izšle tudi na ploščah pri založbi Apollo Sounds iz Londona in so se pravi šle pod drugimi imeni. Medtem se pravi Simon Gale je bil eden od Privškovih psevdonimov, ki jih je uporabljal z enega razloga, ker je da je bilo lažje izgovorljivo za tujce, po drugi strani pa tudi zaradi tega, da na zadnji strani plošče ni bilo pod aranžerji napisano samo ime Jože Privšek, ampak da je bil tudi še kdo drug napisan. V istem letu je orkester pričel z delovanjem tudi na nemškem tržišču in sicer junija 1971 je bil orkester povabljen za sodelovanje v radijski oddaji Tanz am Samstagabend, ples v soboto zvečer, kjer bi sicer moral nastopiti plesni orkester Bavarskega radia, ki pa je že predtem razpadel in tako so se pravi Ljubljančani prišli v poštev. To radijsko oddajo je predvajalo več evropskih radijskih postaj in tako je plesni orkester Radia Ljubljana slišal tudi glasbeni urednik ene izmed založb iz zahodnega Berlina, ki je nato stopil v stik z orkestrom. Tako se je začelo sodelovanje plesnega orkestra RTV Ljubljana v Nemčiji oziroma v zahodni Nemčiji, kjer je potem predvsem pod imenom orkester Jeffa Conwaya deloval vse do leta 1989, se pravi do padca Berlinskega zidu, ko so njegovo vlogo prevzeli orkestri z področja takratne vzhodne Nemčije. Orkester je potem izdal v tem obdobju več kot 15 vinilnih plošč pod različnimi različicami imena Jeff Conway in orkester, se pravi Jeff Conway and his orchestra, Jeff Conway and his big band, pa še kakšna različica bi se našla. Igrali so predvsem, oziroma posneli so na teh ploščah predvsem inštrumentalno glasbo bolj plesnega značaja. Leta 1978 pa so za dvojno ploščo Furzi Cherie, ki je izšla pri berlinski založbi Hansa Records,
prejeli nagrado Deutsche Schallplattenpreis za najboljšo inštrumentalno ploščo v kategoriji plesne glasbe. Ta nagrada je še bolj vredna, če pomislimo, da so v konkurenci za to nagrado bili orkestri, ki so bili zlasti na nemškem tržišču bistveno bolj znani in so bili bolj popularni. Med njimi orkester Jamesa Lasta, orkester Maxa Gregerja, orkester Pavla Kuna in tudi orkester Rias Berlin. Leta 1974 je potekala v Radencih prva glasbena parada, ki je bilo v bistvu srečanje jugoslovanskih plesnih orkestrov in ki je potekala potem do vključno leta 1990. Orkester se je udeležil te parade vsako leto in tudi bil tam s strani kolegov iz drugih delov Jugoslavije priznan kot tisti orkester, ki je bil vedno za kakšen nivo nad drugimi orkestri. V 70-ih letih sta orkester zapustila že tako leta 1970 dva trobentača, iz zdravstvenih razlogov Urban Koder in Mojmir Sepe. 2 leti za njima se je tudi iz zdravstvenih razlogov od orkestra poslovil saksofonist Vilko Ovsenik. Leto kasneje, januarja, oziroma leta 1974 januarja, je nenadoma umrl dotedanji prvi trobentač orkestra Andrej Osana. Leta 1979 pa se je tudi iz zdravstvenih razlogov od orkestra poslovil saksofonist in klarinetist Ati Sos. Pridružili so se nekateri novi člani, ki so v kratkem času postali najpomembnejši solisti orkestra in so pomembno vplivali na samo zvočno podobo orkestra. Če gremo kronološko, leta 1972 je novi trobentač orkestra postal Petar Ugrin, potem leta 1973 je novi bobnar orkestra postal Ratko Divjak. Že od konca leta 1973 je prvo trobento prevzel dotedanji trobentač Pavel Grašič, ki je potem do 90-ih let veljal za enega najboljših evropskih prvih trobentačev oziroma najboljših evropskih skrimerjev. Leto kasneje, 1974, se je orkestru pridružil Tone Janša, ki je bil v orkestru prvi glasbenik prav z jazzovsko izobrazbo, če ne štejemo še Privška sem zraven. In pa leta 1977 se je orkestru pridružil še en saksofonist Andrej Arnold. V 80-ih letih je plesni orkester RTV Ljubljana postal Big Band RTV Ljubljana. Namreč v času Privškovega vodenja so skoraj legendarni postali letni koncerti plesnega orkestra in tako en od teh se je zgodil tudi decembra 1983. Po prvotnih načrtih naj bi z orkestrom na tem koncertu nastopila bahamsko-danska pevka Eta Cameron, ki je sicer z orkestrom pela že leta 1980 na Ljubljanskem jazz festivalu, in pa ameriški trobentač Clark Terry. Ampak ta zadeva potem ni bila realizirana in je v poštev prišla še ena ameriška pevka Joan Faulkner, ki je sicer delovala v Evropi. Ker je šlo za relativno neznano pevko, nihče ni znal točno predvidevati, kakšen bo koncert, kako bo vse skupaj izpadlo. Zgodilo pa se je, da je bil koncert izjemno uspešen, da je bil s strani številnih prepoznan kot eden najboljših koncertov plesnega orkestra nasploh. In tudi sam Jože Privšek je v koncertu dejal, da je to eden boljših povojnih orkestrov, pa ne samo plesnega orkestra. Od tega koncerta naprej je plesni orkester RTV Ljubljana začel uporabljati ime Big Band RTV Ljubljana, ime, ki ga je sicer občasno tudi že prej uporabljal, ampak bolj kot mednarodno različico svojega siceršnjega imena. Z tega koncerta je izšla tudi vinilna plošča Joan Faulkner in Big Band RTV Ljubljana. Faulknerjeva pa je od tega koncerta naprej tudi občasno bila sodelavka orkestra in je z njim še nekajkrat nastopila v 80-ih letih
med drugim decembra 1984 na Jazz festivalu v Beogradu, pa potem aprila 1988 v Postojnski jami. Če omenjamo zvočne nosilce, ki jih je orkester izdal v 80-ih letih, seveda ne moremo mimo plošče Swing, Swing, Swing iz leta 1983, ki vsebuje večinoma Privškove aranžmaje, pa tudi en aranžma Atija Sosa, skladb iz repertoarjev orkestrov swinga, in ta plošča je bila tudi s strani jugoslovanske radiotelevizije imenovana za ploščo leta. Leta 1985 pa je izšla plošča Cockpit, ki jo je Big Band RTV Ljubljana posnel skupaj z dirigentom, skladateljem in aranžerjem Janezom Gregorcem. Kot zanimivost lahko povem, da je spremno besedilo za to ploščo prispeval legendarni ameriški trobentač, skladatelj in pa dirigent Ted Jones. Zanimivo pa je tudi, da je plošča izšla pri produkciji gramofonskih plošč RTV Beograd in je ena redkih plošč orkestra, ki ni izšla pri založbi kaset in plošč RTV Ljubljana. Leta 1987 je orkester bil del posebnega projekta, se pravi sakralnega koncerta Dukea Ellingtona, ki je bil prvič takrat izvajan na področju se pravi Jugoslavije. Prvotno je bil ta projekt namenjen za Češko-Slovaško, kjer pa potem ni prišlo do realizacije in je potem Janez Gregorc uspel ta projekt se pravi pripeljati v Ljubljano. Z Big Bandom je takrat se pravi sodeloval tudi komorni zbor RTV Ljubljana, dirigiral je Mercer Ellington, sin Dukea Ellingtona. Poleg teh dveh orkestrov pa so nastopili tudi nekateri slovenski in pa tuji inštrumentalni in vokalni solisti. Koncert je potekal v ljubljanski cerkvi Marijinega oznanjenja oziroma bolje znano frančiškanski cerkvi, ki je tudi zaradi tega bil poseben, ker pa so drugi koncerti potekali v koncertnih dvoranah, med drugim ponovitev koncerta potekala v dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu. Koncert je bil potem posnet in je šel na dvojni vinilni plošči Sakralni koncert. Leto kasneje je šla tudi videokaseta s posnetkom tega koncerta. Junija 1989 je Ljubljanski jazz festival praznoval 30-letnico svojega delovanja in obstoja. In čeprav je v 80-ih letih bila prej izjema kot pa pravilo, da je ljubljanski Big Band nastopil na tem festivalu, so tokrat povabili glavne tri jugoslovanske Big Bande, ljubljanskega, zagrebškega in beograjskega, ki so na omenjenem festivalu nastopili skupno pod imenom Jumbo Big Band. To je bil prvi tovrstni projekt na evropskih tleh in je tudi požel veliko zanimanja. Se pravi, vsak orkester je izvedel nekaj svojih točk, potem pa še vsi trije orkestri skupaj. Projekt je bil potem ponovno obujen leta 2018 za novosadski jazz festival, nazadnje pa je gostoval pred 2 letoma tudi v ljubljanskem Cankarjevem domu. Istega leta 1989 je orkester začel s ciklom 4 koncertov z naslovom Homaž oziroma Tribute to, v katerih se je poklonil 4 jazzovskim mojstrom, ki so delovali predvsem v obdobju swinga, se pravi Countu Basieju, Tommyu Dorseyju, Benju Goodmanu in pa Stanu Kentonu. Ti koncerti so potekali med letoma 1989 in 1991 in so na njih poleg Big Banda RTV Ljubljana sodelovali še nekateri tuji in pa domači solisti, med njimi finski klarinetist Antti Sarpila, avstrijski orgličar Richard Österreicher, tudi pevka John Faulkner, New Swing kvartet in še nekateri drugi. Ob prvem koncertu iz tega cikla
ki je bil posvečen Countu Basiju, je Big Band RTV Ljubljana tudi posnel in izdal svojo prvo zgoščenko, ki pa je nastala tudi v sodelovanju pevke John Faulkner. No, z tega prvega koncerta cikla si bomo tudi pogledali en odlomek. To je bil odlomek iz skladbe Tea for Two. Prvi solist je bil Peter Ugrin na krilnici, drugi solist je bil pa Andrej Arnold na sopran saksofonu. V 80-ih letih sta se od Big Banda poslovila še zadnja dva ustanovna člana orkestra. To sta bila saksofonista Dušan Veble in pa Zoran Komac, ki sta v orkestru vztrajala vse od leta 1945. Poslovila sta se uradno sredi 80-ih let, ampak sta oba še do konca 80-ih let občasno sodelovala z orkestrom. Recimo Dušana Vebleta najdemo tudi še v snemalni zasedbi orkestra leta 1991. Orkester je tudi v začetku 80-ih let zapustil takrat dolgoletni trobentač Ladislav Zupančič, ki je v orkestru igral vse od leta 1946. Leta 1984 pa je orkester zapustil tudi saksofonist Tone Janša, ki je postal svobodni umetnik. Novi člani orkestra so v 80-ih letih med drugim postali tudi pozavnista Emil Spruk, leto za njim potem Lojze Kranjčan, potem saksofonista Milko Lazar in pa Hugo Šekoranja. Leta 1990 se je pa orkestru pridružil trobentač Dominik Kranjčan, ki pa v orkestru sodeluje in deluje še danes. Leta 1990 je Big Band RTV Ljubljana postal Big Band RTV Slovenija. Junija 1992 pa je Big Band nastopil na Dunaju v okviru evrovizijskega prenosa Jazz večera z Dunaja. In to je bil zadnji javni nastop, na katerem je Big Bandu RTV Slovenija dirigiral Jože Privšek. Ob vrnitvi v Slovenijo je namreč prišlo do nekakšnega konflikta glede samega sporeda, ki ga je Big Band izvajal, in se je zgodilo, da je Privšek predčasno zapustil vajo orkestra, ampak člani orkestra temu niso posvečali prevelike pozornosti, tudi iz tega razloga, ker je bil to čas tik pred počitnicami in so pač bili prepričani, da bo jeseni, ko se vrnejo, tako kot je bilo prej. No, ko so se jeseni vrnili v Studio 14, Privška ni bilo več, se pravi, ni več stopil pred orkester, ampak je potem leto kasneje, leta 1993, novi dirigent orkestra postal dotedanji pozavnist Lojze Kranjčan, ki skupaj s Tadejem Tomšičem Big Bandu RTV Slovenija dirigira še danes. Hvala za pozornost. Najlepša hvala za zelo zanimivo predavanje. Pričenjamo z razpravo. Izvolite vprašanja, komentarji. Mogoče jaz sam nekaj dodam. Tisti epizodi, ki je nasmejal koncert v Beogradu leta 45 najbrž. No, ko je bila Tatjana Okunjevska, in vse, ki so se zgodili, takrat ni bil klican na zagovor samo Bojan Adamič, ampak tudi direktor radia Novak
In mislim, da je njemu trgal oblikovanja, ker on je bil po tej partizanski hierarhiji višji od Bojana. Mislim, da je bilo tako meni neštetokrat tole, sem jaz slišala tole zgodbo o Tatjani Okunjevski in bolj kasneje, to pa na publiku mogoče zanimivo, sem gledala po razpadu Sovjetske zveze, so bili sovjetski oziroma ruski dokumentarci o dogajanjih včasih, je nastopila tudi Tatjana Okunjevska, ki je povedala eno strašno epizodo, ko jo je na eni turneji, ki je bila vedno spremljena, mislim, potovali so s temi ruskimi vlaki na turneji in vedno so bili zraven najvišji politični funkcionarji in je prepoznala, da jo je Berija takrat posilil na turneji, ki je nastopila. Kaj je bilo, to pa nismo čisto dobro slišali? Je prta sem, čisto na koncu mogoče nismo. Med turnejo, ko so potovali, ko so bili Berija je bil notranji minister Sovjetske zveze, znan po svoji končitosti, pa teh čistkah, pa tudi po televiziji. In on je posilil je to belko. Ona je bila ena od pričevalcev o tem, kakšno je bilo dejansko življenje v Sovjetski zvezi. Zdaj je bilo zanimivo, da slišim. Dela. Še kdo s kakšnim vprašanjem? Me bi pa nasploh zanimalo, kdaj pa je čutiti, da se politika neha vmešavati, ta, mislim, slovenska ali pa beograjska na tem področju kulture? V katerem času? Ja, uradno je nekako, oziroma uradno, je po tistem pisarjenju, ko so si, se pravi Adamič pa nekateri tudi glasbeniki in drugi funkcionarji pisali po slovenskem poročevalcu v začetku 50-ih let, mislim, da je po tistem nekako to zatihnilo. Sicer mislim, da bi bila tudi ena dobra prelomnica ukinitev agitpropa. Sicer pa mislim, da je nekako, bom rekel, na simbolni ravni pa bi nekako lahko po moje leto 1960 to pomenilo, no? Ker tudi recimo mislim, da ne bi mogli priti do jugoslovanskega jazz festivala na Bledu, če ne bi tudi tukaj politika popustila. No? Kaj pa je vas tako zainteresiran za to raziskavo? Ja, kaj pa vem. Ne vem, v bistvu mi je bil že, sam Big Band mi je bil tako zanimiv že se pravi, ko sem bil recimo že v osnovni šoli, no, ampak sem se pa nekako bolj s tem začel potem v času študija ukvarjati. No. Tako. A knjiga bo tudi izšla? To ne vem, mogoče, ne vem. Bomo spodbudili. Zdaj, če ni več vprašanj, se še enkrat predavatelju lepo zahvaljujem za izjemno zanimivo predavanje in vse skupaj lepo pozdravljam. Vidimo se septembra spet, ko začnemo z rednimi predavanji. Hvala lepa za vaš obisk.